Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dober večer. Lepo vas pozdravljam na nocojšnji predstavitvi knjige Po tihem zapeljanju. Predstavil jo bo Peter Topič, ki je recenzent te knjige, sicer pa tudi psihoterapeut in direktor Inštituta za zasvojenost in travme. Peter, izvoli. Ker bi rad na začetku samo kratko se bom predstavil, pa povedal, da jaz nikakor ne želim, da to izpade suhoparno predavanje. Ampak, če imate kaj, prekinite me, ustavite me, sicer moji možgani tako malo čudno včasih delajo, če me ustavite. Ampak bistvo je, da odnesete od tega predavanja, da dobite odgovore na vprašanje. V osnovni izobrazbi sem socialni delavec, imam 7 let transakcijske analize, to je modaliteta psihoterapiji, pa 2 let specializacije v Ameriki, prav iz področja nekemičnih zasvojenosti. Jaz sem do lani delal kot vodja centra v Ljubljani po Novi Gorici na Nacionalnem inštitutu za psihoterapijo. In zdaj ogromno ljudi, ki prihajajo k meni, ima ta problem, o katerem bomo danes govorili, tako moški kot ženske, sicer čustveni incest. Zdaj, jaz vam knjigo toplo priporočam, je kdo že prebral? Jaz vam res toplo priporočam. Zakaj? Zato, ker v Sloveniji smo imeli v preteklosti kar nekaj poskusov razlag tega vedenja. Ene bolj uspešne, druge manj, ene bolj žaljive, druge manj. Bistvo je, da razumemo, da to niso slabi ljudje. To so ljudje, ki so se odzvali v otroštvu tako, kot so se edino lahko. Vsako obsojanje, vsak pritisk na partnerja ne bo obrodil sadov. Moje glavno sporočilo danes je to, da razumete, zakaj ne pritiskati in kaj je tisto, kar bo delovalo. Ker če pritiskate, se žrtve čustvenega incesta začnejo enostavno počutiti tako, kot se takrat, ko se incest dogaja. Če bi zdaj zelo na grobo rekel, kaj je čustven incest, takrat, ko nekdo v emocionalnem smislu začne skrbeti za starša, otrok. In ko ta energija ne teče, energija zdaj tako malo zveni, ko smo v nekih drugih sferah, ampak ko pozornost, naklonjenost ni obrnjena proti otrokom, ampak je obrnjena proti staršem. V tej knjigi je to dobro razdeljeno, zato ker imate več poglavij in v vsakem poglavju imate nekaj za moške, nekaj za ženske. Več je za moške. Ko spolno vzpostavljeno skrivališče je eno poglavje, ki govori o tem, kako ljudje, ki so žrtve čustvenega incesta, lahko zaidejo v zasvojenost seksualnostjo. In zakaj? To je zelo predvidljivo. Pogosteje moški bodo šli v seksualno smer, ženske pa grejo hrano. Je hrana tisti način, kako lažje obvladujejo čustva. In kaj je glavna težava pri čustvenem incestu, je to, da ljudje, ki so žrtve čustvenega incesta, se zelo težko zavežejo. Zakaj? Ker isti moment, ko se spustijo v neko razmerje, se bodo zbudila vsa ta stara čustva. In takrat ratajo ljudje v hudi dilemi, za koga se pravzaprav zdaj odločati. Ena stvar je, da najbolj govorimo, kaj je sploh incest. Spolna zloraba, kaj je incest? Spravo imamo razmerje starš-otrok, tam pride do odkrite spolne zlorabe, spravo do fizičnega stika. Kaj je še? Ta izkušnja je ena od najbolj traumatičnih, vsaj ljudje lahko opisujejo. Jaz delam recimo s populacijo, kjer je 80% spolno zlorabljenih. Se pravi, tako moških kot žensk. In večina jih izhaja nekateri iz takih okolij, iz družinskih okolij, ki so recimo zelo disfunkcionalna. To je recimo alkoholična družina, to je tam, kjer je kakšna druga težka bolezen, recimo, lahko psihiatrična diagnoza, pa to ne pomeni, da so to slabi starši. Govorimo samo, da je nekaj v družini ne funkcionira. Oziroma, kaj so posledice spolne zlorabe oziroma odkritega incesta? Kaj je tisto, kar je najbolj značilno za ljudi? Kaj naredijo otroci? Otroci so vedno egocentrični. Kaj pomeni? Da verjamejo, da imajo moč, da se svet vrti okrog njih. Ker jasno, ker majhen plodojenček zajoka mama pride, naredi nekaj, ni več lačen, ni več polulan, ne zebe ga. In to gre tudi kasneje. Se pravi, in če jaz nimam temu, če ne naredim, se pravi, kljub temu, da jaz poskušam nekaj narediti, mama ne pride, sem tudi jaz odgovoren. Se pravi, kdo je odgovoren za zlorabo? Mala žrtva. To odgovornost vzamejo nase. Ti ljudje začnejo na nek način sovražiti sebe. Skrajne oblike so potem samo poškodovanje. Zdaj, če pogledamo pa čustveni incest, imamo ravno tako odvisno razmerje starš-otrok, ni pa spolnega stika. Kako pa sploh pride do incesta? Kaj je prikriti incest oziroma čustveni incest? Kaj se zgodi? Najbolj enostavna definicija čustvene zlorabe je to, da v čustvenem smislu otrok začne skrbeti za starša.
To pomeni tudi, da se z njim v emocionalnem, psihološkem smislu poroči lahko. Ena od oblik se ni edina. Ne? Se pravi, začenja prevzemati odgovornost, je smisel življenja starša, karkoli postane najboljši prijatelj, postane nadomestni partner. Najbolj pomembna stvar v starševem življenju, se pravi, vsa pozornost je usmerjena na ta in praktično starš niti nima več svojega življenja. Zdaj, a je to za otroka? Kako se tak otrok počuti? Wow, jaz sem nekaj posebnega. Ne? In to je tisto, kar najbolj zmede žrtve čustvenega incesta. Ne? Če sem jaz nekaj posebnega, potem ne morem videti realnosti odnosa, se pravi, starš-otrok. Vsi otroci, vsi, ki smo bili otroci, takle smo bili vsi, idealiziramo starše, ker je to normalno. Veste, ko ste taki, ne, kaj je normalno? Tisto, kar imamo doma. A poznamo kaj drugega? Ne. Kaj pa lahko naredimo? Lahko rečemo, mama, lej, ti ne znaš poskrbeti zame, oče alkoholik, jaz bom spakiral v kufre in grem v hotel, kjer je na koncu. Ne morem. A lahko kaj drugega naredi tak človek? Lahko začne idealizirati. Ne? In otroci idealizirajo, ker morajo, zato da v emocionalnem smislu sploh preživijo. To je normalen mehanizem. Se pravi, pri odkritem incestu žrtve prej ali slej ugotovijo, pa tudi s pomočjo, da so zlorabljene. In to sprosti izražanje jeze, zdravo izražanje jeze. Kaj pa pri prikritem incestu? Ne, pa ostane idealizacija. Simbioza je kaj? To, da ne, dve osebi funkcionirata kot eno. In zdaj, to smo že rekli, žrtev incesta se počuti zlorabljeno, žrtev prikritega incesta pa privilegirano. Ne? Jaz sem nekaj posebenega. In to boste dostkrat videli. Tako, za nas, mogoče včasih se takim moškim se je rekli ženska. Ne? Kaj delajo? Ne? Neprestano zapeljujejo ženske. Zakaj? Kaj je zadaj? Poskušajo poustvariti tole. Ne? Jaz sem vedno v centru pozornosti. Ne? In dobivajo to pozornost neprestano od žensk. Ampak jasno, ker ne zdržijo potem tistega pritiska, ki ga pa zavezanost ponese sabo. Konkreten partnerski odnos, pa vedno znova bežijo iz tega. Pri moških, ki grejo sem, boste opazili, recimo, zelo značilno za njih je internetno pornografija, ki jo gledajo, ki vsebuje dimenzijo besa, neizraženega. Temu se reče erotiziran bes, pravzaprav. Ne gre za spolnost, ampak gre za besne reakcije, ki jih drugače ne morajo izraziti. To je bes do mame ali pa do očeta. Tipična družina, recimo, je alkoholična družina. Ne? A lahko otrok se izvije iz enega tazga okolja brez posledic? Ne vem, jaz mislim, da ne. Težko, ne bi, ste zelo malo stvari na tem svetu, je res črno-belih, ampak do neke mere pride do nekih čustvenih poškodb, ki jih nekateri ljudje lažje potem spremenijo, lažje funkcionirajo v življenju, eni imajo pa resne posledice. Skratka, ne me narobe razumeti. Jaz delam v klinični praksi, kar pomeni, da se srečujem tudi s klinično populacijo. Nikakor ni to nastrojeno ne proti mamam, ne proti očetom. Čeprav bom veliko o tem govoril, je važno razumeti, da se večino teh stvari zgodi nehote. Ne? Večina staršev je dobronamernih in nikakor ne želi svojim otrokom škodovati, ampak do tega enostavno pride zaradi dinamike, ki jo bomo pa pogledali. Imate recimo 3 hčerke v alkoholični družini. Katera bo najpogosteje žrtev čustvenega incesta? Najstarejša, zakaj? Iz več razlogov. Zato, ker bo ta prva verjetno začela skrbeti za mlajše sestre. Ne? In potem ne bo odšla od doma že zaradi tega ne. Lahko je pa tudi srednja ali pa najmlajša. Najmlajša je ponavadi takrat, ko prva zbere dovolj moči, odide, potem se starši zelo osredotočijo na najmlajšo. Za ženske je situacija sploh še malo specifična, zaradi tega, ker pri moških je precej drugače. Moški so redkeje, se pravi, žrtve čustvenega ali pa odkritega incesta strani obeh staršev. Pri ženskah se pa to pogosteje zgodi. In sicer se pogosteje dogaja to, da pride odkrit incest strani starša nasprotnega spola, se pravi očeta, in pa prikrit incest z mamine strani. Se pravi, mami je pa zaupnica. Za moške vam dal kakšen primer že. Predstavljate si fanta, ki ima 5 let, ne, in mu mama reče, joj, imate se vedno lahko zanesel, ne, ko bi bil tvoj oče tak. Ja, mislite, kako otrok to razume. Nič dramatičnega, ne, na vides. Wow, ne, kakšna moč imam jaz, ne, kako lahko, ne, mama meni zaupa toliko očetu.
In torej, to je ravno nekje okrog faze, recimo tam Edipovega kompleksa. Zdaj, če te stvari so zelo, prvič so prikrite, drugič pa niso tako jasno razumljive kot recimo odkriti cest.